Pozdrav iz ljubljanskega studia 163, to so vesti. Še zadnjič pred referendumom o malem delu. Minister Svetlik je po srečanju s predstavnico upokojencev Matejo Kožuh Novak povedal. Postavljamo državljane v enak položaj, v enakopraven položaj in da zmanjšujemo morebitne razlike in diskriminacije, kaj še, da bi takšne diskriminacije povzročali sami s svojimi zakoni. In to še posebej velja, kadar gre za področje dela in dostopa do dela. Zato želimo, da imajo pod enakimi pogoji vsi dostop do dela, seveda tako mladi kot brezposelni in upokojenci. V nasprotnem primeru bi šlo za to, da dajemo nek poseben privilegij študentom, ki so naša bodoča elita, ki bo zasedla ključne položaje in ni dobro, da bi že v tem obdobju življenja te privilegije izkusila in jih dobila in jih prenašala potem v kasnejše obdobje. Andrej Čuš, predsednik SDM, pa je proti malemu delu in predlaga alternativne rešitve urejanja problematike mladih ter zaposlovanja. Navodila za referendum ste dobili, zdaj pa odločite. Smo še zmer na skretu. Ja, sam je malo trd papir za rit brisati. Ne za to. Spovalda 3 slojni pa mehek. Andrej Čuš. Predlagali smo, da bi se študentsko delo odpravilo z 26 letom starosti. Saj je dokazano, da ravno ti, ki so starejši od 26 let, ponavadi izkoriščajo fiktivne vpise in tako jemljajo te prve redne zaposlitve mladim diplomantom. Prav tako smo predlagali vladi, da se končno uvede enotna evidenca vpisa vseh slovenskih študentk in študentov, tako bomo prav tako preprečili fiktivne vpise na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji. Zakaj pa zakon o malem delu sploh slab? Malo delo ne prinaša novih delovnih mest. Po izkušnjah iz Nemčije je prišlo v redno zaposlitev le 10% malih delavcev. Prav tako pa se v Slovenski demokratski mladini čudimo obljubam ministra Svetlika, ministra za delo, družino in socialne zadeve, ki pravi, da zakon o malem delu prinaša 10 000 novih delovnih mest. To so zavrnili predstavniki gospodarstva, kot sta Gospodarska zbornica Slovenije, in tudi predstavniki vlade, kot Ministrstvo za javno upravo. Poslanec SDS Vinko Gorenak je pozval odvetnika Mira Senico, partnerja Katarine Kresal, naj odda svojo krivo analizo. Na kraju nesreče z bulmastifi so namreč našli kri tretje osebe in Gorenak sumi, da je ta oseba ravno odvetnik Senica. Sherlock, cel ta model. Stvar je čisto preprosta. V nekaj urah lahko ovržejo, če želijo vse. Gospod Senica ne gre na sodno-medicinski inštitut, da vzorec skrbi, da dostavi policiji, ta naredi primerjavo in stvar bo popolnoma jasna. Najbrž bi bilo najbolje, da bi kar vsi državljani dali kri, pa jo bodo potem lahko vampirski politiki pili kar iz cisterne in ne po obrokih, kot je sedaj. Jaz ne dam kri, jaz ful ne rada dam kri. Sorry, ne dam. No, lahko jih pa pluneš. Lahko jih plunam, lahko bi jih tudi Senica plunil, ne. Pa bi imeli tudi DNA v bistvu, ne. Ne, alternativa, ne, zakaj krigli, zakaj, a veš, ne? Gremo jih pluvat. Plunt, lepo. Plun, ka delavc, plun, ka delavc. Predsedniku republike Danilju Turku so v torek na kliniki v avstrijskem Innsbrucku zaradi maligne tvorbe odstranili celotno prostato, zato dodatno zdravljenje ali kirurški poseg ne bo potreben, je povedal specialist urolog iz UKC Ljubljana Andrej Kmetec. Še dobro, da mu niso jajc čopne, veš, to je blizu. Pa ne moramo imeti predsednika brez jajec. Ojla pa kriza najbrž. Bo double kriza. Pri gospodu predsedniku smo v okviru rednih pregledov, ki smo jih opravljali redno vsako leto, ugotovili na osnovi, torej ni imel nobenih posebnih težav strani sečil, vendar določeni kazalci so kazali na to, da bi lahko šlo za maligno obolenje in smo napravili vse preiskave, ki so potrebne za ugotovitev bolezni in za zamejitev bolezni in smo se na osnovi tega odločili ob konzultaciji tudi z drugimi zdravniki oziroma z onkologi, da je najbolj primerno zdravljenje
kirurško zdravljenje. Ker pa kirurško zdravljenje je lahko več vrst kirurškega zdravljenja, glede na to, da je predsednik zelo zaseden oziroma ima dosti obveznosti, smo menili, da je način operacije z robotom najprimernejši, oziroma smo iskali tudi način oziroma kliniko, kjer bi lahko izvedli poseg na osnovi svojih izkušenj. In izkušnje tukaj v Innsbrucku so izjemno velike, tudi operater ima za sabo že ogromno število zelo dobrih rezultatov na robotskih operacijah. Res je, da imamo trenutno robota tudi v Sloveniji, v Celju, vendar pa smo menili kljub vsemu, da je odločilno pri tem velika izkušnja. Ali predsednik republike na ta način morda ni na nek način izkazal ali pa izrekel ali pa pokazal neke nezaupnice do slovenskega zdravstva? No, to jaz mislim, da ni neka nezaupnica do slovenskega zdravstva, ampak predvsem tudi recimo z naše strani ena spodbuda, da bi tudi pri nas začeli, recimo prav v kliničnem centru, dobili ta aparaturo tega robota, za te se zavzemamo. Torej, kljub temu, da imamo robota tudi v Celju, se je predsednik odpravil v Innsbruck. Tam so pač bolj izkušeni z upravljanjem robota in predsednik ne sme tvegati, ker kadar tvega s svojim zdravjem, tvega tudi z operativnostjo države. Sem se, če robot kva, to pritisneš, pa greš na čik, pa... Ja, vem sem, a veš, te roboti, nekaj jih imajo, oni za te operacije, to sam posnema kirurga, ne, a to niso ti roboti, ki jih imamo pa zdaj že pri nas, ne, tudi neke, sicer za druge posege, ki pa pritisneš res en gumb, pa on naredi to po svoje, tako, kaj je treba od začetka do konca. V kliničnem centru oziroma sama kirurgija in tudi radiologija kot stroka in tudi del interne medicine, klinika za žilne bolezni priložnost, da smo lahko koncem lanskega leta oziroma v jesenskih časih uporabili prvič na svetu žilnega robota, ki je dejansko prvi pravi robot v zgodovini robotskih operacij oziroma robotskih posegov pri bolnikih. Vsi ostali roboti do sedaj so bili le posnemovalci človekovih rok, recimo, če je kirurg z robotom operiral in recimo tudi ta robot, ki se uporablja za kirurgijo, dejansko posnema kirurgove roke, je nekako podaljšek rok. Ta robot je bil pa drugačen. Ta robot je pa takšen, kjer kirurg oziroma operater, radiolog, angiolog, kdorkoli upravlja, pritiska na gumbe in se določeni deli, ki se izvajajo na bolniku, dogaja avtomatsko. To pomeni, zdravnik pritisne na gumb, nekaj se dogodi na bolniku. Zdravnik pritisne na drug gumb, se aparatura obrne oziroma mogoče se kateter v človeškem telesu obrne in dejansko ta robot ne posnema več robotov kirurških zdravnikovih rok, ampak deluje bolj tako kot neka videoigra, če se predstavljate, ne? Kjer v bistvu z nekim joystickom lahko ali pa z nekimi tipkami se otroci igrajo oziroma mogoče ste se celo videli igrali. Seveda to je bila prva verzija tega robota, vmes do zdaj je že druga verzija, ki bo dobila tudi verjetno v letošnjem letu certifikat evropski. Precej stvari je spremenjenih, je bolj v tem smislu računalniških igric narejeno, da v bistvu zdravnik lahko z nekim recimo volanom ali pa z nekim navigira po človeškem telesu. Seveda ta robot presega meje kirurgije in presega tudi meje, se mi zdi, posameznih strok. Omenil sem že radiologijo, omenil sem že angiologijo. Potencial je velik. Mogoče ste vsi gledali film Potovanje po človeškem telesu, ko so pomanjšali recimo eno podmornico, pa potem so nek krvni strdek z laserji v možganih. To je podobno, ne? Govori se o tem, da bo nek človek v prihodnosti v par letih nekako poskeniran in bo njegov recimo žilni sistem oziroma kakšen drug sistem, ki ima votline, ne, bo nekako prenešen v 3D oziroma navidežno resničnost in se bo potem zdravnik z njim vozil. Jaz sem ta prototip že videl, ni več toliko daleč do njega, dejansko se slože žile, je v bistvu z majhnim gumbkom
se vrtiš in postavljaš lahko žilne opornice, dilatiraš. Perspektiva je strašna. No. Seveda, nažalost ali pa na veselje, kako vzamete, tega pa ne razvijamo pri nas, ampak pri njemu te tehnologije, ampak razvijajo na drugi strani oceana. Tu so pač vključeni ljudje, ki so že sodelovali pri velikih projektih, recimo eden izmed ljudi, ki na tem deluje, je bil včasih v kontroli letenja za Space Shuttle. Tako da potem se predstavljate, da gre za res vrhunsko tehnologijo, če ne že vesoljsko tehnologijo. V Ljubljani se je odvil svetovni vrh knjige 2011 z naslovom Knjiga kot nosilka razvoja človeštva. Kongres v teoretskem smislu predstavlja najpomembnejši dogodek v okviru programa Ljubljana, svetovna prestolnica knjige 2010. S povabljenimi strokovnjaki, ki igrajo ključno vlogo na svetovnem knjižnem področju, so domači strokovni javnosti omogočili vpogled v aktualna dogajanja na področju knjige, hkrati pa tudi širše razumevanje tega dogajanja v celovitem kulturnem in družbenem kontekstu. Na kongresu so sprejeli ljubljansko resolucijo o knjigi kot nosilki razvoja človeštva in izdali kongresni zbornik. Mitja Zupančič. Svetovni vrh knjige je projekt, ki združuje vse, ki se nas knjiga dotika. Avtorje, prevajalce, knjižničarje, knjigotržce, tvorce javnih politik in celotno založniško industrijo. Pri snovanju programskega dela so sodelovali predstavniki večine slovenskih stanovskih združenj. Mednarodna pa so nas podprli Svetovna založniška organizacija, Svetovna združenje bibliotekarjev, Svetovna knjigotrška organizacija in Evropska federacija založnikov. Seveda podprl nas je tudi UNESCO. Miho Kovača, zvestega uporabnika Kindla in programskega direktorja kongresa, pa skrbi za knjigarne. Če pogledate recimo knjigarno Konzorcij, ali pa če greste v kakšno knjigarno v podobno majhni evropski državi, kot je Slovenija, kot so recimo Danska ali pa Norveška, pa deloma tudi Švedska, boste videli, da je tam noter tam nekje od 10 do 30, včasih celo 40% knjig v angleščini. In če bodo te knjige izginile, zato ker jih bodo njihovi kupci kupovali s pomočjo elektronskega bralnika, ne pa v tiskani obliki, bodo vse te knjigarne v velikih težavah. In tukaj vidim enega od problemov, ki jih lahko elektronska knjiga povzroči. V tem smislu, da bo vedno več branja se preusmerjalo na angleščino. In v tem primeru bi pa seveda lahko govoril o neke vrste dominaciji anglosaških avtorjev, ki bi bila bolj intenzivna, kot je v tem trenutku. Ministrica za kulturo Majda Šircelj je po prihodu z neformalnega srečanja evropskih ministrov za kulturo predstavila 10 točk manifesta iz Budimpešte. Ta predlog 10 načel, ki se zanimivo končajo z enim splošnim in pomembnim in tudi zelo lepo slišanim in sprejetim načelom, da ustanovimo Evropsko banko za kulturni razvoj, tukaj smo parafrazirali Brehta, seveda pomeni pomemben premik, kajti vsi se strinjamo, da ne moramo tudi na evropski ravni ostajati ministri kot tisti, ki razumemo kulturo kot nekaj, kar je strošek in kar predpostavlja boj za sredstva. Kulturo razumemo kot možen ne samo ekonomski, ampak tudi vrednostni premik in zaradi tega smo dejali, da so ti tako imenovani manifestni zapisi nujni zato, da je ta preboj kulture bolj viden, bolj slišan in bolj učinkovit. Ni nujno, da se bo zaključil s temi zapovedmi. Minister Mitterrand jim še dodaja mesa, vezano tudi na te prioritete same Evropske unije oziroma programa. Zato verjamem, da bo v končni konsekvenci močen in udaren argument za boj v prihodnje. Je že vreme? Ne, še vreme. Iz Ljubljanskega studia 163, to so bile vesti. Ja, dio pa ne rečeš več. Ne.